Pa smo doma, v Vipavski dolini. Ja. Nana so klicali iz Lavričeve knjižnice, da moramo drug teden obesiti plakat, ko pride knjižnica. Obesiti plakate, ki naznanjajo prihod bibliobusa, je tokrat še prav posebej lepo opravilo. Poslanstvo dosedanje potujoče knjižnice je prevzel nov, sodoben bibliobus. To je zgodba o ajdovski in vipavski potujoči knjižnici. Začela je s tako imenovanimi potujočimi kovčki. To so bili predhodniki knjižnice na kolesih, se spominja Ester Krečič. Bila je prva potujoča knjižničarka na bibliobusu, ki so ga skupaj kupile ajdovska, novogoriška in tolminska knjižnica. Od tedaj je 37 let. Vozilo so namenu uradno predali na Predmeji. Je zamjelo. Pa smo prišli v Binčuše, ti sklanc, veš, ne? In po je ta šofer, moj, hud. Je rekel, porko, beži kje pa veje in podkladaj mi po Binčušah. In jaz sem imela petke, fina mlada dama, ne, petke, špičke. In sem ga obuhala in pokladala cele Binčuše, da smo prišli domov. Tako je bilo prvič. Bilo je tudi veliko lepih doživetij. Mastur lepih. Prvega je nato zamenjal dosedanji bibliobus. Na njem je od začetka potovala Vera Božič. V tem času so se tudi dodala nova izposojevališča. Začelo se je z vrtci, recimo najprej smo hodili samo v vrtec Celo, potem smo dodali še vrtec Črniče, pa Vipavo in tako naprej. Dodajali smo tudi ta nova postajališča, kot je varstveno-delovni center v Vipavi. Ko je Tolmin odšel na svoje, se je za lastno vozilo odločila še Nova Gorica. Ustanoviteljici, občina Ajdovščina in Vipava, sta podprli predlog, da odkupita novogoriški delež. Poslej je bibliobus vozil knjige le na Gornjem Vipavskem. Ja, na podeželju je super, krasno. Človek je vesel, ker pride s potujočo v en kraj, ker te tam pričakajo v bistvu vsi zadovoljni, vsi komaj čakajo, da prideš, da jim prineseš nove knjige. Toda 17 let startov, predvsem pa potreba po sodobnem, tehnološko naprednejšem vozilu in po pogojih za udobje uporabnikov in knjižničarjev so prepričali ustanovitelje, da podprejo nakup novega vozila. Za dobavitelja vozila in nadgradnje v potujočo knjižnico je bil izbran As Domžale. Odločitev, naj bo novo vozilo narejeno na podvozju tovornjaka, je razumljiva. Izhaja iz izkušenj in pogojev. V času, ko se izdelujejo načrti, je stekla nabava glavnih sklopov in vgradnja. Ti so zdaj očem skriti, so pa srce vozila, ki mora zdržati leta naporov. Vgrajena je rampa s stopnicami in dvigalom za dostop gibalno oviranih, v tovarni nastaja jeklena kletka, ki nosi nadgradnjo. Gradnja je znova tudi za mojstre preizkus znanja in izkušenj. Kabino odrežejo in jo znova povežejo s knjižnico v trdno celoto. Konstrukcijo obdajo s pločevino, posebna skrb velja s pojem. Knjižnica je že povabila oblikovalce, da oddajo predloge zanjo. Izmed 18 je komisija izbrala predlog domačina Davida Lična. Projekt združuje ljudi, poklice in profile v skupnem cilju. Vozilo zdaj pripravljajo za lakirnico. Po predlogu poslikave bo osnovna barva zelena in ne bela, kot je bilo določeno sprva. Čas je za zaključna dela. Napeljava instalacij, kovinski deli za vgrajeno opremo in police. Okna vgrajena po inovativni metodi, ki preprečujejo zamakanje. Ta čas se v podjetju Čili pripravljajo, da prenesejo grafiko na posebno folijo in nato na vozilo. Gre za velike površine, ki morajo zdržati leta, ne glede na praske, dež ali burjo v sunkih do 200 km/h. Zato je naloga zahtevna. Sledi montaža polic, opreme. Elektrika, klime, komunikacijski kanali, preizkusiti je treba internet.
Dan prevzema. Lepa ikebana za lepo vozilo. Najlepše, smo vsi edini. Na to pot v Vipavsko dolino. Domov. Lavričeva knjižnica, njeni zaposleni in uporabniki pričakajo novo potujočo knjižnico. Nič ne kaže, da bi se starejši brat hudoval na mladega. Ta že opravlja svoje poslanstvo. Ja, super, no. Mi smo danes pač tukaj na obisku in res novo doživetje za otroke. Potujočka je obiskala tudi svoje zveste uporabnike. Za Andrejo je bil to dober obisk. Prvič je lahko sama izbirala knjige. Nisem še nikoli videla, koliko knjig imajo tukaj noter. Šofer Igor je vozilo zamenjal z novim po 16 letih. Revček, zdaj stoji tam. Nasledil ga je tata novi. Snidenje po počitnicah je prijazno, stari znanci in odkrito veselje nad novim vozilom. Je ful cool. Nika je s starim očetom že obesila plakat za novo potujočko. Pomagala je tudi njena sestrica Petra. So dobila vesele po mene, ker so videla, da sem dosti čital. Ne? In pole pa se čejo, da ima svoje knjige in tudi, da se sama nese. Ne? Če kaj, knjige zares povezujejo ljudi in generacije. Potujoče knjige še prav posebej.